Poletje leta 1974 je Disneyland oživel z magijo, smehom in Disney liki. Med novimi atrakcijami, ki so navduševale obiskovalce, je bila tudi America Sings. Vesela predstava, a za zaveso veselja se je v senci skrivala tragedija. 18-letna Deborah Gale Stone, živahna in ambiciozna gostiteljica, se je ful veselila tega dela, ker to ni predstavljalo samo njeno poletno delo, ampak njeno svetlo prihodnost. Delo v Disneylandu namreč velikokrat pomeni odskočno desko za naprej. Tiste noči 8. julija se je običajna izmena spremenila v nočno moro. Deborah je bila udeleženka grozljive nesreče, ujeta in zmečkana med dvema stenama med vrtečo se predstavo. Veseli zvoki šova so prikrili krike mladega življenja, ki je ugašalo. Ljudje so slišali njene krike, ampak so bili prepričani, da je pač del predstave. En izmed sedečih v prvi vrsti je videl, da je nekega otroka oziroma mlado osebo potegnil noter med tiste dve stene, ki sta se jih obračali, nekaj tacga je bilo v mehanizmu in je potem poklical uslužbence in ko so prišli do nje, je bilo že prepozno. Skratka, Disneyland je happy place. Poln Disney likov in Disney spominov in naše nostalgije, tudi če gremo starejši, tja smo vsi srečni in ful se dogaja. By the way, jaz še nisem bila, tako da tisti, ki ste bili, napišite, kako je, če je vredno, ker jaz obožujem zabaviščne parke, ampak nisem še prišla do Disneylanda in ful si želim. In pa komentiraj svoj najljubši lik, pa že zdaj se naroči na ta kanal, da ne boš slučajno pozabil. Kako torej gre lahko toliko stvari narobe v toliko happy placeu na naši zemlji? Peljala vas bom v poletje 17. julija 1955. leta, to je bil v bistvu opening day za Disneyland. Dan, ki spet ne bi bil poln sreče, veselja in družin in navdušenja, ampak ne bom rekla, da je bila lih živa tragedija, ampak je bilo res tako, meni ful smešno, potem sploh mislim, scary smešno je. Ta dan so potem imenovali tudi Black Sunday, poslušajte zakaj. Svet je opazoval, kako so sanje Walta Disneya oživele. On je rekel, poleg vsega, ker smo že ustvarjali, dajmo narediti še zabaviščen park, Disneyland. In so predvsej tudi množično delali reklamo za ta park, niso pa pričakovali, da bo toliko veliko ljudi prišlo. Takrat je bila vročina v Južni Kaliforniji, kjer je bil ta park tudi prvi odprt, originalni park in je bilo mečkan čez 37 stopinj. Tok so hiteli s pripravo Disneylanda zadnje dni, zadnje momente, da niso poskrbeli za določene stvari. Naprimer, asfalt je bil tako svež, da ženske, ki so se tam sprehajale in mamice v svojih petkah so se noter dobesedno zasidrale, zataknile in niso mogle več se premakniti ali pa so izgubile petke. V zadnjem momentu so se mogli ustvarjalci Disneylanda oziroma gradbeniki odločiti, ali bojo porabili tiste zadnje dneve za to, da bojo naredili sanitarije, WC-je, ali pa bojo naredili vodne fontane. Ne samo za okras vodne fontane, ampak tiste za dejansko pitje vode, ki ne bi bile zastonj, to, da ljudje ne dehidrirajo. In kaj se je zgodilo? Valjda so se odločili za sanitarije. In kaj je sledilo? Ja, niso imeli vode. Ljudje so okrog tavali na tej vročini in niso najdeli vode, bila je panika, iskali so vodo, niso mogli do nje in so omedlevali in ni bilo prijetno. V parku so takrat pričakovali in tudi nekaj kapaciteta je bila 15,000 gostov, ampak prišlo jih je nekje 28,000, kar je basically še enkrat tok. Ljudje so tja prihajali s ponarejenimi vstopnicami, kar je že tako bizarno. En človek je bil tam, ki je odprl nov biznis, basically vse, kar je imel pri sebi, je bila lesto, navadna lojtra, in je tam ob ozidju ali v ograji čakal in pobiral po $5, ker je bilo takrat by the way precej denarja. Po $5, če so hoteli čez splezati, da jim je dal lojtro kao 5 čez in ja, na osebo $5. Ta del je meni ful smešen osebno, ker pač zajca Bunnyja so dali v helikopter, torej tako full-on oblečenega zajca so dali v helikopter gor in mu dali navodilo, da ko bo krožil nad ljudmi, ne dol meče vrtance, ker deluje full sweet, ampak ta helikopter ne vem, kako je to preračunal, ne vem, zakaj niso rekli, da to ne bo šlo čez, ampak so toliko nizko leteli, da so pač drevesa baje odpadala in so tako kar letela malo okrog in valjda ljudi tudi zanašali. Ta zajec bo imel pa še eno zgodbo in je ful smešen, ampak ta zajec čez brez feelinga tako dol metal vrtance. V folk med tem, ki so buni pač ko bežali pred helikopterjem, tako no res nice. Še ena govorica je na ta dan, na to črno nedeljo krožila leta 55 in sicer, da je Disney mogoče namerno zaprl te fontane z vodo, da niso delale ne zato, ker ni bilo časa, ampak mogoče zato, ker jih je namerno zaprl. Zakaj? Da bi logično ljudje kupovali vodo v plastenkah. To ni potrjeno, ne vem, bi bila dobra biznis poteza, ampak res bad. Več atrakcij se je ta dan tudi pokvaril, ker je tudi preveč ljudi gor rinal. Ena je dobesedno, ko jih je toliko naenkrat hotel vstopati gor, mislim, da je bila rečna plovba Marka Twaina. Jih je toliko naenkrat hotel vstopati, ja, da so se eni poškodovali in tudi vse skupaj se je samo ustavili in se suli. Določeni deli Disneylanda sploh še niso bili narejeni in so jih probali tako na hitro nekako prikriti s takimi na hitro postavljenimi
rekviziti in tisti je res bed zgledali, pač ko ful je moglo biti to bed. Predstavljaj si tam asfalt, ki se topi, nimajo vode, preveč ljudi, je gužve, ne moreš nikamor priti in kamor prideš se še sesuje, ne. Verjetno starši tudi panični zaradi otrok, ker jih nimaš toliko pod nadzorom in ja. Hvala Bogu so se po zgodovini Disneylanda te nesreče malo pomirile, ampak počasi gremo proti temu, zakaj krožijo te govorice, da je v Disneylandu zginilo 200 otrok. Dokler imam še vašo pozornost, tole je moja Jim Beam koda Alenka 5. Jim Beam je moj največji zaveznik in mogoče tudi največji podpornik v moji fitness poti in že res dolgo nisem pokazala nobenega napredka oziroma nobene slike, saj ne na YouTubu. Če vas zanima, kaj je bila redno te objave ali karkoli drugega iz mojega life, itak pejte na Instagram, ampak evo mojo za furo začetno fotko in odkar v gym hodim in uporabljam Jim Beam izdelke. Tako da je, če si za novoletne zaobljube, tako če ste si vmes dali gym in športen in zdravo hrano in dosti proteinov pojeste in tudi kakšne vodbene naprave in bilo kaj imate tam mojo kodo in by the way, hint, čisto iskreno, ali bi jaz bila ambasadorka ali ne, tam imajo noro dobre stvari in noro poceni stvari. Jaz ne vem, če kje drugje najdem, ki tok na kupu cool stvari in tudi snackov in vsega. Ok, zdaj že preveč hvalim. Vem, da hočeš naprej v video, gremo naprej v video. Druga tragedija je bila velikonočna nedelja. Dan spet, ko ne bi bil Disneyland poln radosti in sreče in otrok in jajčkov in zajčkov. Leta 1980 se je spremenil v čisto norišnico. Tisoči spet so se zgrinjali v ta park in zelo hitro so presegali tudi kapaciteto. Kot vemo, je 15,000 ljudi še vedno, mogoče je bilo kaj več, ampak so jo presegali in to ni bilo takrat kot danes, ko na koncertih, če je preveč, se preprosto nehajo prodajati vstopnice. Takrat je bilo to čisto brez kontrole, ker valjda ni bilo računalniško vodeno najbrž in je šlo vse izpod nadzora, ker noben ni vedel, koliko jih kje je. Ko so obiskovalci izgubili potrpljenje, ni prišlo samo do prerivanja in teh vrst, ki niso imeli potrpljenja, niso se samo znašali baje na tudi zaposlenim in bilo enih fajtov in prepirov, ampak tudi nastal je neke vrste stampedo. Bilo je res bed. In najslabše pri tem je bilo, lahko si zamislite, sploh tisti, ki ste starši ali pa tisti, ki ste otroci, ki ste radi ob svojih starših, da pač ljudje so šli posebej, so se razdelili, strici, tete, mamice, otroci, vse je šlo tako. In večino časa so ljudje takrat namenjali temu, da so se med sabo najdeli, bila je itak panika, zaposleni namesto da bi jih animirali, so pač reševali situacijo, tako res je bilo bed. Atrakcije so ponovno odpovedovale, ker pač res je slab, ker je tako edini point tega parka skoraj. In pa še ena stvar, moramo nazaj priti do tega Easter Bunyja, spet je bil pač nekdo oblečen v tega velikonočnega zajca, itak, in spet je imel nalogo metati vrtance. S tem, da ne vem, kaj je bila fora s tem vrtancem, jih je prehiter vzel ali se niso odtajale, ker so jih pač hoteli sveže imeti. In očitno jih je tako hiter menil ta material, katere vrtance naj bi metal, da ni bil pozoren, itak je imel na glavu, se veste, kakšno glavo zajčjo, in pač ni vedel. In ful je bila štala, že tako so se ful bedne stvari dogajale in gužva in on je laufal za ljudmi in jim metal te zmrznene vrtance. Zdaj si pa predstavljate ta kader, kako on laufa za ljudmi, ki že tako pijejo in so v krizi in v stiski in iščejo svoje najdražje in on jim tam ledene kepe meče v bed. 1987 se je nekaj zgodilo, zaradi česar so se sprožile te govorice, da je v Disneylandu do zdaj zginilo že prek 200 otrok. En fant je bil tam z družino in ta fant je bil star 16 let, v Ameriki pomeni, da jih že lahko vozi avto, in ko je on z družino prišel tam do vhoda, so mu rekli, te bomo tukaj počakali, vroče je, peti na parkirišče po avto, ga pripelj okrog in nas tukaj pober, da gremo dam. Na poti, ko je on šel po ta avto in je bil valjda sam, sta ga dva moška ugrabila. Tam sta sedela, čakala in ga ugrabila. Hvala Bogu se je ta situacija hitro zaključila. Naslednji dan sta bila tiste dve osebi priprti in so pač reševali to stvar, ampak od takrat naprej pač velja in ljudje verjamejo, da v Disneylandu krož neka organizirana kraja ljudi, kraja otrok, sploh v Čarobnem kraljestvu. In če tako pogledaš, Disneyland je res primeren oziroma je res idealen je za kaj takega, res idealen, ker starši nimajo ves čas totalne kontrole, noben je nima nad otrokom, otrok gre malo po svoje gre na kakšno vožnjo, gre na WC, mečkam ga iz oči spustiš in ga že izgubiš v množici, ne vidiš več, kateri je tvoj, lahko jih imaš več, pa se ukvarjaš z drugim, pa tret gre tja, pa v glavnem noro. S tem, da Disneyland ima tudi ful enih teh kotičkov, a veš, ful gre lahko za neko živo mejo, pa tam vzad en labirintak, pa tam pa prideš v neke tretje sobe, po mini zoo, ali to obstaja, ne vem sploh, ampak tako hitro se tam človek zgubi. Res je scary in tam je res po mojem idealno za te ljudi, ki bi hoteli
ugrabiti otroka. Nočem vas res strašiti zdaj, ampak pa je bila še ena stvar, še en pripetljaj, ki je ena ženska imela v svojem vozičku sred lepega sončnega dneva v Disneylandu svojega 2-letnega otroka in kar naenkrat je videla, da ga ni več v vozičku, torej nekdo ga je spulil ven iz vozička. Naslednja stvar, ki se je zgodila, ona panično valjda iskala otroka in je videla tam eno žensko, ki je imela tako veliko dekco, ker 2-leten otrok le ni čist mini in ven so gledali čevlji, ki je prepoznala, da pripadajo njenemu otroku in je valjda laufala tja in je spulila vse skupaj z rok in je videla, da je bil njen otrok, ampak so ga zakamuflirali z rdečo lesuljo. Tako da je res bizarno. In valjda to je spet en izmed stvari, zaradi katerih so potem starši noreli in bili v paniki in še zdaj ogromno ljudi na leto kliče Disneyland in sprašuje, če imajo vse pod kontrolo, kaj se dogaja z ugrabitvami, kaj je bilo s tistimi 200 otrokmi, ki so zginali in tako. Zakaj bi ugrabljali otroke? Ful je to simpel, mislim. Na mojem kanalu smo o tem že ogromno govorili, tako da danes ne bom povzemala vsega. Poglejte si Andreno Krom, poglejte si na trgovino z ljudmi, ki sem jo objavljala, poglejte si kakršnekoli zgodbe s človeško trgovino. So pa zelo temni nameni vzad, kaj se lahko zgodi. Pravijo, da v zakulisju parka so skriti skrivni prehodi in sobane, kjer naj bi se odvijali nepredstavljive stvari. Ti temni kotički, namenjeni zaposlenim, so po mnenju nekaterih idealni kraj za hitro in neopaženo ugrabitev. Kar bom jaz rekla je to, da eni govorijo, baje pod Disneylandom so tuneli, zaradi katerih se pač uslužbenci lažje premikajo hitro iz enega dela na drug del Disneylanda, ker imajo pred sabo tam in tudi, da ne hodijo ves čas med ljudmi, ker to bi veliko časa vzeli, ker vsak se hoče slikati, vsak hoče neko animacijo teh ljudi in valjda kdaj vmes hoče pauzo ali pa na malco ali pa v miru prideti nekam drugam ali pa na hiter. In ja, naj vam povem, da to sploh ni govorica, to je dejstvo. Spod so tuneli za uslužbence in pa so precej shady, precej čudne stvari se dogajajo. Eni govorijo, da tudi take stvari, ker je meni tako mislim. V glavnem, te tuneli so odspod, slike obstajajo in to je čisto normalno potrjeno. Še ena malo nora stvar iz Disneylanda, oziroma je bil en park, ki je bil čisto zraven Disneylanda in je spadal k Disneylandu in je danes zapuščen vodni park. V River Countyju v glavnem naj bi pripadal k Disneylandu in naj bi takrat bil narejen nekako iz prečiščene, sfiltrirane vode bližnjega jezera. Zdaj pa jaz sem v tem že delala TikTok, to je še ena izmed dark delov Disney zgodovine, ki naj bi tam se pojavila Brain Eating Ameba. 11-letni fantek naj bi umrl zaradi te amebe, ki ti pride čez neko luknjo v telesu v možgane in kar se jaz spomnim iz svojega TikToka je fora, da ko jo dobiš praktično je nekako 98% možnosti, da nimaš več šans in da v 2 urah si mrtev. Ne vem, zakaj se to spomnim, ampak očitno me je res pretresal. In ja, ful je govoriti, zakaj so drugače to zaprli, ampak eni pravijo, da je zaradi te bakterije, ki se tam razvila v teh zelenih jezerih, to pa zaradi tega, ker je bil nekje blizu odprt drug park in jim je bil bolj všeč in ker so ljudje hodili v tisti drug park, ta prvi park začenjal biti zapuščen in zanemarjen in zelena voda in alge in nesti pač. Je pa ful crazy zdaj videti te slike, kako danes gleda, ker je scary in je ena izmed stvari, ki bi se rešila pogledati. Sam ne bi šla v vodo. Tu 2 gosta naj bi v 80 letih se utopila v tem waterparku, ker pač ni toliko crazy, glede na to, da se pač zgodi, tako kot v našem morju ali pa na bazenu ali pa kjerkoli. Še ena dark stvar, ki se je zgodila, je bila na Space Mountain Ride. To je isto v Disneylandu, ne vem o tem originalnem ali ne, ampak enemu človeku je odletela noga. Ja, prav ste slišali. Ampak vsaj to, da je bila ta noga pač tista umetna proteza, ki je imel pač nastavljeno gor in ki je šel na to vožnjo, je ful tega breztežnostne vožnje in kar naenkrat mu je pač ta noga odletela umetna, plastična. In so ljudje baje, ki so bili na tem vlakcu, sem videla eno senco, ki mi je letela, pa hvala Bogu, noben mu ni v glavo preletela, ker to bi bilo ful bolj bad. In pa na koncu vam prišel dol in tako rekel, sorry guys, jaz sem pač brez noge, a mi jo lahko pomagate najdeti. In so jo potem najdeli baje nekje ful čuden zataknjeno, ker normalno človek pač tam ne gre, tako da ja, vse je bilo pod kontrolo. Skratka, to je to za ta Disneyland video. Meni je ful všeč, ker je malo tudi smešen pa scary, v glavnem, da ni vedno sem horror na mojem kanalu. Napiš mi spodaj, glede na Gardaland, ki je edini zabaviščen park, kjer sem bila, ampak sem bila tako 7-krat, ker ga obožujem. Kakšen je Disneyland? A je ful boljš, ali je slabš, ali je isto? Ali se mi splača? Pa kje ste bili, pa kam se mi splača iti, ker letos grem v Ameriko po vsej verjetnosti. Tako da ja, komentirajte, ne se pozabite naročiti na kanal, predvsem pa ne pozabite moje Alenka 5 kode od Jim Beama. Pridni bote, radi se imejte, Alien Mama out.